Dobro jutro. Danes je moj rojstni dan in dan se je začel tako, da gremo najprej na jutranjo kavico. Dan bo preprost, ne bo nič posebnega. Hvala. Ta kavica je bila samo za uvod, zdaj bomo šli pa še na kosilo. Čin. Pa noter je še sir in pršut, so polnjeni. Dobro, ne? Ja, dobro. Tudi slastno. Zelo okusno. Tako, najedli smo se, hrana je bila res odlična, zelo okusna. Naročili smo kalamare pa en zelenjavni krožnik. Hrano smo dobili izredno hitro, tako da sem bila prav presenečena, glede na gužvo, kako so hitri. Pa smo naročili še eno sladico, to je bilo namesto torte. Na koncu sem pa vse skupaj plačala 102 evra. Tako da se mi zdi cena primerna. Mi je pa všeč tle, ker je res ogromno parkirišč. Je bilo kar precej ljudi in tudi precej avtomobilov. Da vam še pokažem, kaj sem dobila. Eno takšno luštno ogrlico. Jaz imam rada take stvari. Živja, odpravila sem se na eno kolesarjenje, šla bom pa do Mirna, Renče in nazaj. Ob 12. sem zmenjena za eno druženje ob pici, tako da bom malo pohitela. Včerajšnji dan je bil prav en tak simpatičen, poln lepih želja, družen, lepih daril. V glavnem sem ga pa preživela v družbi svojih najbližjih. Hvala tudi vsem ostalim, ki ste mi napisali kako sporočilce, pa mi zaželeli kaj lepega. In mi s tem seveda polepšali že tako lep dan. Praznovala sem 59 let, tako da drugo leto bo pa kar okrogla. Kljub temu, da sem bila danes malo v stiski s časom, pa mi je vseeno uspelo narediti 40 kilometrov. Dobro jutro. Jaz se odpravljam k zobozdravnici na eno tako redno kontrolo. Upam, da bo vse okej. Če bo pa kaj za popraviti, mi bojo pa že zrihtali. Trenutno je 18 stopinj Celzija, ma se mi zdi, da bi že kar pasali kaj se ogrniti s kakšnimi dolgimi rokavi. Fantje so vsi že v dolgih rokavih. Mi je pa zdaj popolnoma vseeno, ob kateri uri me naroči. Prej sem zmerom prosila, dajte me popoldan, ali pa sem mogla v službi za proste ure. Zdaj, ko sem v penziji, pa nimam teh problemov. Pol je tudi super, ker me je naročila za ob 7:30, pa imam potem še cel dan pred sabo. Odpravila sem se tudi peš zaradi tega, ker je v centru vse zasedeno in težko najdeš parkirišče. Ampak Nova Gorica niti še ni tak problem s temi parkirišči. Se mi zdi, da kljub samo se še dobi. Včasih je bila čakalnica polna ljudi, ampak zdaj so pa te čakalne vrste kar lepo poštimali in se kar držijo nekega napovedanega, rednega urnika. Vseeno še čakam. Zelo hitro sem uredila, 15 minut oziroma 10 minut mi je malo pogledala. V bistvu je vse okej. Zdaj me je pa naročila konec februarja in takrat mi bo tudi očistila zobni kamen. Tako da super, kaj češ božga. In če gledamo, da imamo te zobe, da jih imam že 50 let,
Ma super, super, brez pripomb. Je pa kar precej poudarjala nego zob, se pravi čiščenje s tisto medzobno krtačko ali pa čiščenje z nitko, da kako je to zelo pomembno. In je rekla, če bom tako delala še naprej, kot delam do zdaj, na tak način, da čistim zobe, je rekla, jih bom imela še precej časa. Bomo videli. Z njenih ust v božje ušesa, ali kako že rečejo. Je pa tako, vsi nimajo te sreče, da imajo takšne zobe, kot recimo jih imam jaz, nekako. Nimam problemov, ali pa bom rekla zelo malo. Nikoli pa ne veš, ne, pride včasih kakšna bolezen, rabiš kakšna močna zdravila, pa ti vso to ravnovesje potem ta zdravila porušijo. In ti začnejo zobje pravzaprav sami od sebe ali odpadati, ali gniti, ali kakorkoli. Tako da dajmo narediti pač vse, kar se pač da, kar je v naši moči zaenkrat. Jaz se trudim in je rekla, da se to tudi vidi, da so zobje pač tako, kot je treba. Zobje so tudi naše ogledalo. Tako da pač poskrbimo, kakor se pač da. Zdaj, ko pridem domov, si bom skuhala pa eno kavico, pa bom šla pa po vsej verjetnosti malo na kolo. Sem pa kar dobro izkoristila današnji dan in današnje kolesarjenje. Zdaj pa že pada dež. Dopoldan je še bilo v redu, prav zjutraj je bilo ko še malo sončka, potem se je pooblačilo, pa sem malo čez okno gledala. Pa sem rekla, grem kar takoj, nam nič odlašala. Jaz, ko pol odlašam, pa začne dež padati. In z današnjo vožnjo sem naredila v letošnjem letu že 10.000 višinskih metrov. Tako sem kar ponosna. Bi se pa ob tej priliki rada zahvalila vsem, ki me spremljate, vsem zvestim naročnikom, vsem, ki mi všečkate, pa mi napišete tudi kakšen komentar, ker to mi veliko pomeni in mi je tudi nekako vzpodbuda za naprej in mi s tem dajete kar precej energije. Vsi tisti, ki še niste naročeni, bi vas pa povabila, dajte se naročiti, če so vam seveda moje vsebine všeč. Sem bila pa včeraj v knjižnici na predstavitvi ene pesniške zbirke z naslovom Svetloba štirih. To pesniško zbirko so izdale 4 ženske, in sicer Olga Kolenc, Darinka Kozinc, Sabina Vostner in pa Andrejka Jereb. Ta predstavitev je trajala približno 1 uro. Avtorice so prebrale nekaj svojih pesmi, najbolj všeč pa moram reči, da mi je bil haiku od Olge Kolenc. Pod starim kostanjem, od najne klopce, leše skelet. Tako da je bilo zelo eno tako lepo in prijetno srečanje. Pa smo prišli do konca tudi tega tedenskega vloga, ki je bil barvan malo bolj rojstnodnevno, pa malo sem kolesarila in še kakšne druge stvari počela. Vsega seveda nisem pokazala, ampak to bi bilo tudi vse za ta tedenski vlog. Hvala za vašo pozornost, bodite fajn, mi pa se vidimo prihodnjo nedeljo. Čau, čau!